V živo iz studia Pritličje. Če ste se nam ravno pridružile, to je vzhodno od Queera ali kjer ga najdeš. Imam ta nek uvod, nek tak programski, tako da potrpite z mano. Boje pravijo resničen, ostaja, vztraja, dodajmo. Tudi ko bodo pravice pravične in poroke poročene, #utopija, kulturni boj bo, dokler bo nelagodje v kulturi. Boj zoper normativno, če ne drugače, spontano, strukturno normira. Vsi so jasne, ločnice zabrisane, presečišča uganili ste nelagodna, moško in drugo, hetero in drugo, L in G in B in T in Q in I in drugo, pa mainstream in drugo, underground in drugo, tako gor in dol, po spolu, kulturi, pa naprej nazaj, krasi, razredu. Normativno normira to, kar mu je zunanje in notranje. Odrine, potlači, zamoči, prilasti, spregleda, pozabi, očisti. To, kar normira, ostaja, vztraja, evo moja teza, nekje vzhodno od Queera. To je naslov. Vzhodno od Queera ali kjer ga najdeš, v precepu zame pojav, izdelek, prostor, lik in premisli, kako kulturni, družbeni stroj z obrati v produkciji ali zasuki v recepciji združuje, razdružuje spolne, kulturne, pa rasne, razredne antagonizme, agonizme in kaj od njih ostaja, vztraja. V precepu, ker ima ravno nastop čez 2 dni v Kino Šiška, s čimer odpira letošnji Pride oziroma Parado ponosa oziroma ponosni paradni teden. Itak smo v mesecu, paradnem mesecu, ponosnem mesecu, mesecu ponosa. Ne, to ni slam v živo. V precepu Peaches. V pogovoru Nina Dragičević. Pravi zase, čeprav ne loti, oziroma pravim tudi jaz zanjo, oba praviva, čeprav ne lovi teoretskih bližnjic, Nina Dragičević hitro zadane v bistvo. Ko se ne posmehuje novim konsenzom, išče nelagodje v kulturi. Išče lagodje v kulturi, tako, res je. No, vsem, ki vam je bilo mogoče nelagodno ravno zaradi kulture, prideti v prostor, v Pritličje, v to našo jamo, v studio, vabim pred zasloni, da lagodno zapišete misel, vprašanje, ampak reflektirano, kultivirano. Evo, jaz imam rad te rime, ne? Reflektirano, kultivirano in tako naprej. Ok. Peaches. Zdaj, za vse tiste, ki potrebujejo neko splošno mesto, neko točko vstopa, evo, ker z nekega splošnega mesta, ki napoveduje njen nastop čez 2 dni. Predrzna, provokativna, brez dlake na jeziku. Z ekskluzivnim nastopom zvezdnice Electro Clash razvrata Peaches bo otvoritev letošnjega festivala Parada ponosa zagotovo nepozabna. Kanadska varovanka založbe XL Recordings, Meryl Beth Nisker oziroma Peaches velja za eno najbolj drznih sodobnih umetnic, ki je brez dlake na jeziku samo svojim glasbenim in modnim slogom ter prevpraševanjem spolne identitete in tradicionalnih spolnih vlog, zgled ne le mlajšim generacijam, temveč tudi številnim uveljavljenim glasbenim kolegom z vseh vetrov. Za vse, ki nas spremljate v živo, v prostoru in pred zasloni, ja, ta tip še vedno bere, še vedno ni postavil prvega vprašanja, ampak nadaljujte z mano. Sodelovala je z izvajalci, kot so Christina Aguilera, MIA, Kim Gordon in tako dalje, do recimo bendov kot Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, pa elektronskih zasedb Simian Mobile Disco, Major Lazer, Feist, Iggy Pop, Bad Ditto, Tiga, R.E.M. in tako dalje in tako dalje. Skratka, njen prvenec kot Peaches leta 2000 izdani album The Teaches of Peaches je hipoma obveljal za feministično klasiko. Svoj sloves divje, direktne glasbenice pa je učvrstila seksualno nabitimi nastopi, punkersko nabritim modnim slogom in energičnim elektroklashem, ob katerem z lahkoto preplešemo celo noč. Tako. In torej izdala je The Teaches of Peaches 2000. Nek surov zvok, nek spoj, pa niti ne spoj, v resnici nadaljevanje punka z elektronskimi izraznimi sredstvi ali pa pač nadaljevanje elektronike s punk oziroma kitarskimi izraznimi sredstvi. In ja, obveljala za feministično klasiko. Ne samo po letu 2000, ampak že kar hitro. Zakaj? Zakaj je torej nastop
torej uživo in nastop skozi glasbo Peaches, ki govori o različnih delih telesa, o ženskih delih telesa, o moških delih telesa, moških niti ne toliko, ampak res ženskih, še posebno o dlakah, prsih, mednožju in vsem tem obveljalo za feministično klasiko. Ne vem, če je obveljalo za klasiko, je pa verjetno mogoče ugotoviti, zakaj je tak boom naredil ta... Ok, mikrofonček. Klopa. A zdaj pa je. Ja. Skratka, ne vem, ali je ta album res klasika, ga niti ne bi tako kategorizirala. Je pa mogoče reči, zakaj je naredil tak boom. Peaches je s tem albumom, za razliko od njenega prvega albuma 5 let prej, prišla nekako v pravem času. Feminizem se je zelo umiril, utrujen je bil, tudi homogibanje je bilo že precej utrujeno od AIDS krize, od drugega vala feminizma in se je v tem smislu nekako iztrošilo in je potrebovalo nek nov boom. Vzporedno pa se je seveda zelo v ospredje prišlo queer gibanje in Peaches je nekako svojo idejo s tem nekim spojem post-punka in elektrokleša, ki ga je najdla v Berlinu, nekako ustvarila to, kar potem je Peaches. In verjamem, da je natanko zato prevzela neko novo ime, naredila nek break, se pojavila z nečim novim v smislu, novim v relaciji na to, kar je počela prej, ne pa samo po sebi novim. In tako je zelo hitro prišla v mainstream, ker je obdelovala te take očitne teme, ki povzročajo ta občutek šoka, v tem se zdi tako radikalna, ojoj, dlake, ojoj, telo in tako naprej. Mislim, se mi zdi, da je zato to eden od razlogov. Tako kot recimo par let nazaj Beyoncé z njenim Run the World in tako naprej, ki je nekako se povezal s tem spet nekim novim valom feminizma. Zdaj, seveda, ker je pri feminizmih tako, da obstajajo celi valovi oziroma je cela paleta feminizmov. Ne samo, da je spol spekter oziroma pač cela paleta, ampak tudi feminizmov je cela paleta, bi to zdaj malce umestil. Za leto, recimo, čez današnje perspektive, torej 2018, gledamo leto 2002, pa tam vse nekje recimo do 6, ko je s tretjim albumom Impeach My Bush res nekako, čisti mainstream, recimo obvladala pa saj mainstream alternative, ali pa tam nekje smo. Kaj je pravzaprav naredila? Bi rekla, da je osvobajala žensko telo s tem, ko je recimo pela, da seveda ženski užitek počiva nekje povsem drugje, s tem, da je na nek način razkrinkala moški ud za pač eno klobaso, ki pač nima nič posebnega na sebi, tudi sploh ni nujna, in o dlakah, ki seveda pač vedno zginejo, ko je treba prečistiti nek pogled in ta pogled je pač moški, je s tem osvobajala. Dajva mogoče začeti pri tem, kar si najprej rekel, kako je prišla v mainstream. Ker se mi zdi, da to nekako implicira, da pa prej ni bila v mainstreamu. Jaz vsekakor ne bi rekla, da je Peaches kadarkoli sploh bila v undergroundu. Peaches je začela tam v Kanadi z nekim, če bom rekla ljudska glasba, mislim, da ne bo čisto jasno, kaj mislim, ampak s tako imenovano folk glasbo, z nekim triom in potem je naredila ta svoj nek prvi album, ki se je držal neke rock'n'roll linije. Potem je prišla v Berlin, tam zelo hitro našla založbo, mislim, da že po nekem prvem nastopu in potem pol ure kasneje bila predskupina Marilyn Mansonu, Rage Against the Machine,
15 minut potem je bila na plati Christina Aguilere in tako naprej. Skratka, v tem smislu nikoli ona ni bila underground. Lahko pa razumem, zakaj bi se je sploh držal ta označevalec, verjetno zaradi te neke njene drže, te neke njene ostrine, izrekanja, nečesa sicer zelo temeljnega, ampak vedno znova problematičnega, tega njenega direktnega sesuvanja neke norme, ki pri njej poteka predvsem z deklaracijo. Ne? Jaz imam dlake, jaz nisem niti ženska, niti tip. Očitali so ji ta tako imenovani penis envy, pa je ona to zelo zavrnila, ker želi v bistvu v spredje postaviti hermafroditstvo in tako naprej. Ne? Kaj bi bil po drugi del vprašanja? Torej, kaj je osvobajala na začetku, dobro, o tem, kaj osvobaja danes, ali sploh osvobaja, bova še govorila, ampak pač kaj je osvobajala na začetku in zakaj bi lahko rekli, da je recimo osvobajala? Torej, recimo, da pristaneva, da je bila underground mainstreama, alternativa mainstreama, recimo, tako, pa pustila zdaj zaenkrat to oznako, pa kaj je vsebinsko? Veš kaj, jaz Peaches razumem kot eno ekstenzijo nekega obdobja in nje same. Ne? Pri njej je zelo očiten ta podaljšek neke radikalne linije drugega vala feminizma, pa pro-porn scene, pa pro-seks scene, kalifornijske, tudi newyorške in tako naprej. Zelo očitno je to njeno napajanje iz post-punka, pa girl riota, čeprav mislim, ne gre za isto, ampak se nekako v 90-ih nekako skupaj vzpostavilo. In vse te linije so v resnici že delovale neko ambicijo osvobajati se neke norme. Ne? In kot rečeno na začetku, je tle močna vzpostavitev queer gibanja, ki pa predvsem na osvobajanju od kakršnekoli norme temelji. Ne? Tako da, koliko je Peaches v tem radikalna, koliko je izjemna in drugačna od nekih drugih avtoric, je mogoče bolj odvisno od tega, kdo je njeno poslušalstvo, ki jo potem kot takšno tudi razume. Ne? Kajti imamo pred Peaches imamo celo linijo nekih zelo subverzivnih, zelo avantgardnih in progresivnih avtoric in avtorjev, jasno, ki pa mogoče zaradi neke manj eksplicitnega izraza ali pa še bolj zaradi drže, ki ne sili tako v ospredje, pa so mogoče zato čisto pozabljeni. Ne? Že lezbične kulture imajo tako zgodovino glasbenic, ki v nekih temah, kolikor bi jih želeli postaviti ob teme in načine, na katere se izraža Peaches, kakšnih 30-40 let pred Peaches presegajo vse to. Ne? Ker značilno za Peaches je ta njen zelo enostaven, ta res enostavnost, kratki stavki, jaz želim to, jaz bom počela, kar želim početi in to je zdaj moje življenje in mislim, da ta njen način, ta enostaven, kratki stavki, udarni stavki, to ustrajanje v šokiranju z vsako novo generacijo, kar mogoče spet več povejo generaciji kot o njej sami, je tisto, zaradi česar se Peaches potem zdi tako zelo osvobajajoča. Ob tem pa seveda ne gre pozabiti tega, mislim, vse to, kar smo do zdaj povedali, ali pa sem povedala, je precej vezano na njena besedila. Ne. Hkrati imamo pa tle ta njen specifičen zvok, zelo obeležen z elektroklešom in z nekim intenzivnim razvojem klubskih kultur, ne, kjer je pa v spredju potem ta neka glasnost, ki potem nek prostor v resnici napravi za klubski. Glasnost pa, če kar nadaljujem od tega, pa ima lahko zelo emancipatorne učinke. Ne? Mislim, če na eni strani glasnost
in glasna glasba igrajo pomembno vlogo v vojnah, v koncentracijskih taboriščih, v situacijah mučenja, ne nazadnje v povsem vsakdanjih relacijah, ko nek argument nekako ne zmore obveljati sam, pa potem ta glasnost pride kot nekaj, kar bo izrazilo pozicijo moči, je na drugi strani glasnost lahko zelo lahko je sredstvo upora proti temu, kar je v resnici glasno. Ne? To govorim natanko zato, ker je glasba Peaches precej klubska. Ne? Klubski prostori pa se utemeljujejo v tej glasnosti glasbe in glasnosti tistih, ki ta prostor naseljujejo in potem to skupaj tvori v bistvu klub. In v telesih, ki plešejo v resnici, ki zumajo neko koreografijo. Ja, ampak spet homo skupnosti so zelo zanimive za opazovanje točno iz te perspektive kot neki avtonomni prostori, ki nastanejo v nezmožnosti nekega dostojnega življenja onkraj tega prostora. In v klubskem prostoru, kot je na primer nek homoklub, lezbični, gejevski klub, etc., je potem ta glasba, ki se tam vrti, tista, ki na nek način izžene točno tisto represivno govorico, ki je povzročila, da je ta klub nastal. Ne? Tako da ni naključje, da je Peaches tudi v Ljubljani bila predvajana neštetokrat na lezbičnih žurih. Spomnim se tistega njenega komada Boys Wanna Be Her, kjer je ona tista, kakršni hočejo biti vsi, in ženske in moški, kajti ona ni v resnici nič od tega. V tem je verjetno ta tako zelo osvobajajoči učinek Peaches v spoju te direktnosti, res jasnih sporočil, ki so bolj kot karkoli drugega deklaracija nje same, in glasnosti te elektronske glasbe, značilne za njo in potem predvajane predvsem v klubskih prostorih. Mislim, da seveda pač Electroclash se je navezal na post-punk oziroma novi val tam nekje, pač vse do sredine 80-ih, kar je seveda še dodal, je nek načrten, surov pop, pa zelo načrtno neko trash. Trash ni isto kot čista smet, oziroma ni isto kot kič. Trash zelo na nek način samega sebe sprevrača, načrtno se podaja, uprizarja kot pač kič oziroma kot sranje, kot navadne smeti, ampak seveda zelo ozaveščeno. Še ta element in tudi to, kar si rekla, kratki stavki in to, da je so neke prvine repa tukaj, kar je spet pač sredine 80-ih in tako naprej. Afrika, Bambata in pač cel kup nekih valovskih, črnskih in seveda tudi zaradi tega tudi potem malce pozabljenih izvajalcev in podobno. Tako da tudi žanrsko se mi zdi, da je vsaj za tisti trenutek osvobajala, ker pač v mainstreamu so bili žanri zelo jasno postavljeni. Ja. Pa kar naenkrat dobimo en tak res punkerski proizvod, kjer je zelo poceni zvok, ampak hkrati zelo surov, pa kar naenkrat ima neko totalno telo je politično sporočilo, pa sočasno popolnoma vseeno, a me razumete ali ne. Mislim, tako res en tak spoj, ki je mogoče takrat res naredil ta preboj. Spet se nimajo. Ja, pri čemer se meni ne zdi, da bi Peaches bilo vseeno, ali jo javnost razume ali ne. Mislim, da je ravno obratno, da ona resnično dela na zelo jasni deklaraciji. Ja, seveda ima to veze z rapom, tako kot ima veze s spoken word poezijo, pa s feministično, pa lezbično feministično poezijo, ki je bila zelo deklarativna. Tako da se mi zdi, da je to predvsem spoj tega. Če pa smo že potem pri tem, kako je njeno telo politično, to, kot si omenil,
se mi zdi, da je vseeno treba poudariti, da Peaches ustraja v tem, da ne želi biti politična. Ko je Peaches politična, to nikoli ni namenoma. Ona celo sama pravi, da je njej žal, da se ji zdi škoda, če bi ona bila razumljena kot politična. Da pa to pač seveda sprejme in pač dela svoje stvari. Ne. To seveda ne pomeni, da Peaches ni politična. Tudi to, da ustraja v zavračanju političnosti, je že politično, a ne? Ampak natanko to ustrajanje jo pripelje do tega, kar potem počne s svojim telesom in je tako zelo vezano na queer gibanje in na queer kulture. Skratka, to njeno poudarjanje, jaz sem, kar sem, zato, kar sem, verjetno sploh ni besede in v redu je, da zato ni besede. In to je moje sporočilo, za katerega ne želim, da bi bilo politično, zato ker bi v resnici življenje moralo biti takšno, če malce poenostavim. Zelo liberalno, ja. Ja, in natanko v tem je potem tudi politično in mislim, da je potem tudi zelo privlačno v točno tem kot ideja. Ne? Seveda realnost, mislim, ta neka vsakdanja stvarnost potem pretežno, mislim, praviloma drugačna, ampak kot ideja funkcionira in mislim, da preko tega je tudi potem postala ta neka ikona, mogoče še posebej za LGBT skupnosti. Ok, zdaj, k temu se še vrnem. Grem zdaj spet k temu telo kot politično. Na nek način, pravim, moški ud, samo še ena klobasa, ne, če pač poenostavim, oziroma ona konkretno temu reče just another fish in the Atlantic, ne, pač še ena pač mokra ribica, ne, ki pač plava enostavno tam naokrog. Na srečo se ne ukvarja preveč, ne. Mislim, se vedno znova se vrača k penisu, ne, ampak na srečo se ne ukvarja z njim preveč, ker tudi detroniziranje, ne, moškega uda je vseeno totalno ukvarjanje z njim, ne? Ampak se v drugih pesmih in nastopih ukvarja pač z zgolj ženskim užitkom, ki pač sploh ne potrebuje ne samo moškega pogleda, nobenega moškega instrumenta in tako naprej. Obstajajo užitki, v bistvu celo pač ta užitek obstaja nekje povsem drugje, ne? Kot si ga seveda zamišlja moški. Ne? Oziroma na nekih mestih, kot reče celo this chick's dick is in my mouth, ne? Pač celo mogoče tam, kjer ne bi običajno cisnormativno pričakovali moško, žensko in podobno. Ne? Ja. A se ti zdi, da je v tem, da je bilo to nekako prebojno politično? Ona temu reče agenda, ne? Mislim pač, da se zdaj ne zatikava okrog njenega razumevanja političnega, tako da je kar na... Mislim... Ja, mislim, lahko je bilo nekako osvobajajoče na neki točki, če poudarimo, da ne govori, da tudi o nekem ženskem užitku ne govori, ampak da vztraja v tej neki brez ali pa multispolnosti. Ne? To je mogoče bil ta njen najbolj zanimiv moment. Mislim, ja, mogoče je v tem nek moment osvoboditve kot ideja ali pa kot neka ideja, ki ne bi vodila v neko utopistiko, v neke boljše razmere. Nisem pa popolnoma prepričana, ali to uspe z načini, kot se jih poslužuje. Ne? Skratka, vedno znova prevzame neke dele telesa, ki niso tipično ženski v tej neki družbeni konstrukciji spola, ne? Recimo penis, recimo brada in ves čas ustraja v tem, da to pripenja svojemu telesu in preko tega postaja nekaj drugega. Ne? To sicer, če bi se ozrli res po zgodovini, bi ugotovili, da je bilo tudi že mnogo prej uporabljeno, ampak je pa zelo s tem prišla v mainstream. Tako da v tem smislu masovnega dosega mogoče. Kaj pa ti misliš? Ja, mislim, pač, da je. Zdi se mi, pač po eni strani mislim, da je vseeno ženski užitek ni seveda fokus, ne? In s tem je naredila nek prevrat in tako naprej, ne? Ampak ne vem, če je naredila dovolj dolg korak, da bi bil ta preobrat dovoljšen. Zdaj bom
ponazoril to, s to eno situacijo, tudi eno situacijo opisuje v eni izmed pesmi, kjer naredi obrat. Ne. V nekem porno scenariju imamo seveda pač žensko v središču in pač moški okrog nje izlivajo svojo ljubezen, ne, bukake z drugimi besedami in pač tukaj obrne situacijo, ne, da moškega v sredino in pač ženske so zdaj te, ki so v poziciji moči in počnejo. Ne. Sam problem seveda s tem je, da izhodišče ni enako, ne, ker pač ravno ta situacija ženskega bukake, recimo, še vedno kotira v moški fantaziji kot Tomi Deli, ne, kot rajc. Ne da se temu ubežati tako preprosto. Ne? Ja, še posebej, ker ustraja v svoji dvojnosti, skratka v zasedanju obeh polov v tej neki osnovni binarnosti spolov. Še posebej zato ne more narediti nekega premika. Ne? Zato pa skozi omenjam te neke avtorice pred Peaches, pesnice, kot je bila recimo Pat Parker, je tako izrazito govorila o užitku, tudi Audre Lorde je recimo zelo veliko govorila, dadaistke so se 100 let prej, mislim 100 let pred današnjim časom ukvarjale s temi istimi temami in ta razlika teh nekaj desetletij je tukaj ključna. A ne? Zato zelo težko rečem, da je to v nečem tako blazno osvobajajoče. Seveda kot neka osnovna ideja, kako bi lahko stvari bile zelo v redu in bi se vsi usmerili k užitku, ne, ta zelo Foucaultovski princip, je lep. Ne. Nisem pa prepričana, ali Peaches to uspe res zrealizirati, zato ker vedno znova ostane na tej osnovni deklaraciji. Peaches nikoli ničesar zares ne postavi kot problem, niti osebni, niti družbeni. Nikoli ničesar zares ne skritizira, to počne implicitno, ne? Svoje telo že uporabi kot reprezentacijo nečesa nenormativnega, celo antinormativnega. Se pa mi ne zdi, da naredi, kot si omenil, ta korak naprej, še posebej zato, ker res, če pogledamo njen cel opus, lahko rečemo, da že 25 let približno, ki je njen prvi album 95-2000, skratka več kot 20 let, govori točno te iste stavke, ne? Pa spet to mogoče več pove, ali pa enako veliko pove o javnosti kot o... No, ravno to, dej reči nekaj o tem. Ne? Recimo, predstavljamo si torej, recimo, če pristanemo, ne, na to, da pač Peaches na nek način ponavlja to formulo, ne, malce vrže enega dika noter, pa pač dost pač nekih dlak, jošk in podobnega, ne. Potem kakšna je res bolj čustvena pesem, kakšna je izjemno rock, večina jih je seveda na tem nekem presečišču elektronike in punka oziroma kitar in, matric in sintov in distorzij. Potem pa še kak komad uperjen na administracijo, pač tako, ne. Recimo, da imamo to neko formulo, v nastopih se igra z vsemi temi podaljški, ki potem pač brišejo, ne, telo, funkcije telesa. In to zdaj počnemo, torej 2000 izide Teachers of Peaches, Rub 2015, recimo, da počne torej 15 let, če gledamo samo albume in to. In kje zmanjka, torej kaj je zdaj premalo, kaj smo v tem času, ko ponavljamo, v bistvu to je več ali manj liberalna agenda, ne, kaj je prekratko? Mogoče kaj torej pove o družbi, ne? Mislim, če za trenutek ostaneva o tem, kaj to pove tudi o Peaches, o njenem načinu, ne? Zdi se mi, da to kaže na to njeno izrazito usmerjenost v mainstream, zato sem na začetku tako poudarila, da mislim, da nikakor je ne gre uvrščati v noben underground. Zelo je usmerjena v to občo javnost, ki deklarira neke druge možnosti, ki bi bile mogoče tudi za celotno hetero populacijo lahko zanimive in osvobajajoče, mogoče še bolj kot za homo populacijo včasih.
kar hočem reči, je, da se mi zdi, da Peaches umanjka usmerjenost navznoter k tej njeni lastni skupnosti v najširšem možnem smislu besede. Tle mene skrbi njeno ponavljanje. Ne? Tle me skrbi to, da ostane pri deklaraciji, tle me skrbi to, da ostane pri dildotu. Ne? Da se iz tega nikakor ne premakne, da se ves čas vrača k tem sicer družbenim označevalcem spolne razlike in vendar zelo usmerjenim na telo, skratka te brade, pa penisi, pa tako naprej. V današnjem času, točno teh 15 let kasneje, ko imamo spet zelo močno konzervativno linijo in to težnjo k retradicionalizaciji družbe, ne? Tle se mi zdi, da bi bilo zelo fino pri Peaches videti vsaj poskus prehoda nekam drugam, mogoče za trenutek celo stran od telesa kot pokazalca neke razlike, ki jo ona ne nujno hoče zabrisati, ampak vseeno pokazati na dvojnost na enem samem telesu. Ne? Kjer bi si jaz želela pri Peaches ali pa pri mnogih drugih avtorjih in avtoricah videti, je to mogoče predvsem na jeziku, ker je to tak nek temeljen civilizacijski, taka neka temeljna platforma, je pa zelo zahtevna, ne? In zahteva neke inovacije, nenehno eksperimentiranje, ampak ne nazadnje je homoseksualnost točno to. Neka nenehna inovacija, ugotavljanje, kako zdaj to, kaj to sploh je, pa nikoli ni nič od tega, kar rečemo, da je. Ne? To jaz pogrešam. Kot komunizem. To je nekaj, kar izrazito pogrešam pri Peaches. Skratka, ta neka njena enostavnost, ki jo z vsako generacijo, ki pride, ona na novo naznani kot šokantnost, vsakih 5 let nek album, ki bi v resnici lahko bil tudi ta prejšnji album, pa ne bi bilo neke velike razlike. To pogrešam. Ne? In tle vidim tudi veliko razliko med Peaches in, kar si prej omenil, feminističnimi reperkami. Tle, ne? Ki pa v resnici se zelo veliko poudarka morajo dajati na tanko retoriki, temu pesniškemu izrazu, ne? Ampak to je spet cela zgodba zase. Ne? No, ampak dejva recimo, ker pač tudi njo so že večkrat izvali, ne? Da se na nek način je bila feministična glasbenica za mainstream. Še pred mainstreama, kot sta recimo Beyoncé in Rihanna, ne? Pa zdaj spet to dvojno dno, no, rečemo temu tako. Po eni strani seveda hočeš, da, ne, pa čeprav kot parolo, pa čeprav kot samo retoriko Beyoncé in Rihanna, ne, zagovarjata feminizem in podobno, ne. Ampak kaj bi se oni dve lahko naučili od Peaches? Mislim, govorimo o res, to je zelo kompleksno, govorimo o res različnih stvareh, ne. Ker ne smemo pozabiti, da gre pri Beyoncé, Rihanni, pa tudi mnogih reperkah, ne gre samo za spolno razliko, ki jo v resnici Peaches hoče izbrisati, te avtorice pa niti niso, ne pristopajo k temu na enak način, ampak imamo tle še rasno razliko. Ne? In okoli feminističnega repa je, mislim, kot sem rekla, zelo so to kompleksne teme. Ne? Feministične reperke, veš, gledam Peaches v celih njenih teh nekih 20 letih, zato omenjam same reperke, ne samo Beyoncé. Imamo spet najrazličnejše linije, ki so strašno zanimive. Ne? Vse teorije jih nekako poskuša kategorizirati, pa je to skoraj da nemogoče. Ne? Imamo to neko linijo tako imenovanih queen mothers, ne? Mati kraljice, pa fly girls, pa girls with attitude in potem četrto kategorijo tako imenovane reperke, lezbike. Ne? In te kategorije so med seboj, kot sem rekla, se zelo prepletajo, v resnici sploh ne obstajajo, ampak
čisto toliko, da orišem, kažejo na neke specifične izkušnje in taktike za soočanje s temi specifičnimi situacijami in izkušnjami. Ne. Recimo pri materah, kraljicah, Queen Mothers ali tako imenovanimi Nubian Queens, je zelo izražena ta zahteva po spoštovanju, predvsem strani moških. A ne. Seveda tukaj ne gre pozabiti, da je mati kraljica in v tem smislu tista, ki zahteva in si zasluži spoštovanje, zgolj v relaciji na kralja, ki pa je vedno moški. Ne. Potem imamo to linijo, kot sem rekla, teh fly girls, pa girls with attitude, in potem je ta zanimiva linija lezbik, kar jim je reperk lezbik, kar jim je skupno, je v tej zahtevi po spoštovanju in v izkušnji, ki jo imajo v svoji rasni razliki, je, da gre v feminističnem rapu, predvsem pri afroameriških ali pa afroangleških umetnicah, za preživetveno strategijo. Ne. To so črnske ženske, ki morajo preživeti v mestu. Ne. Potem pa morajo preživeti še v glasbeni ali pa kar celotni kulturni industriji, ki je izrazito maskulinizirana. Ne. In zato ni nenavadno, da one same poudarjajo, da se na odru nikoli ne smejo nasmehniti, ker bi to lahko izkazalo neko potencialno ranljivost, ki si je ne morejo v tem prostoru privoščiti. In zato počrpajo, popolnoma si prilastijo te tipično moške podobe, pa te ketne okoli vratu, pa ta zelo resen izraz, ampak to je preživetvena strategija. Ne? In v tem v bistvu drugačna kot izkušnja od tega, kar počne Peaches. Še posebej mogoče zanimiva je res ta linija reperk lezbik, ki sicer zelo redko pridejo v tako imenovani mainstream, tako res v ospredje. Dva zelo zanimiva primera takih avtoric sta a.k.a. Sean pa Young M.A. To sta dve avtorici, ki sta avtirani lezbiki, in sploh videospoti te a.k.a. Sean so zanimivi, ker tudi v samem videu prenese vse konstelacije, kot jih vidimo pri moških reperjih. Ne. Skratka, statistke, ženske, tako rekoč gole, poplesavajo okoli nje, pa na njej, pa pod njo, pa tako naprej. Ne. Kar bi se mogoče zdelo iz feministične perspektive blazno problematično, ne, skratka neko izkoriščenje telesa, ampak tle je pa treba vklopiti tako lezbični pogled kot posluh. In v tem potem vidimo ta prevzem kot emancipatoren in tisti, ki gradi lezbične spole, ne spole, kot jih poznamo. Ne. To linijo seveda vidimo že dolga leta prej, že v začetku prejšnjega stoletja pri pop zvezdnikih, kot so bili Frank Sinatra, Perry Como, Elvis Presley in tako naprej, ki so jih lezbike uporabile zato, da so skratka prevzele so to držo, te podobe in iz tega ustvarile lezbične spole, ki so popolnoma nekaj drugega od moških in ženskih spolov, in na tem so potem zgradile neko svojo kulturo. Zdaj potem s queer gibanjem pa to prične počasi nekako odpadati. Ne? Ampak je zelo zanimivo, iz česa so te avtorice vlekle. Ker vsi ti avtori, ki sem jih omenila, pa potem tudi recimo Marlene Dietrich, so tisti, ki izražajo neko potenco, nek vitalizem, to neko držo, to tle je nek power, to je neka moč. Ne? To so lezbike zelo izrabile in iz tega naredile sicer nekaj popolnoma svojega, ampak so se tam črpale. Ne? In potem, kasneje, po drugem valu feminizma in po
queercore in potem skupaj z Girl Riotom, je pa Peaches postane ta točka reference kot tista, ki sesuva te neke obče norme znova in znova. A ne? Ampak ja, če se vrnem nazaj na tvoje vprašanje, se mi zdi, da je mogoče bolj zanimivo opazovati Peaches v kontekstu reperk, kot tistih reperk, ki niso mogoče toliko prišle v ospredje, ker tiste, ki pa so pa vseeno nekaj konsenzov morale sprejeti. Ne? Spomniš leta, kdaj je bilo to? Ko je Missy Elliott, mislim, da je bilo leta 1999, ko je prišla s komadom She's a Bitch. Ne? To je okoli Missy Elliott že kakih 30 let potekajo spekuliranja in polemike, ali je zdaj ona lezbika ali ni. Ne? Ker Missy Elliott tega nikakor ne pove, lezbike bi seveda rade to vedle, ne? In potem pride s komadom She's a Bitch, ki je seveda za MTV, za televizijo in za radio blago cenzuriram, natanko v besedi bitch. In tudi v samem, ko napiše, ko je naslov komada napisan, je pri bitch, pri i, vedno zvezdica. A ne? No. In lezbike se potem zelo veliko ukvarjajo s tem, tudi teoretičarke, ogromno, ne, kaj je zdaj ta zvezdica, ne? Kaj ti? In zato govorim, da je potreben ta lezbični pogled in posluh, ker ti odpre neko popolnoma drugo dimenzijo. Ker ti lezbike ugotovijo, da mogoče pa Missy Elliott tam, kjer je zvezdica, ni napisala i, zato, ker bi lahko na mesto i bilo tudi u. In potem bi bilo She's a Butch. Ne? Ampak seveda Missy Elliott potem s tem komadom ne more nikamor pridati. Ne? Lezbike pa imajo to temo resnično že od leta 1999, torej kaj, 20 let. In potem pride Sadie the Kid, ne? Tista reperka iz The Internet, in potem reče, da se moramo vsi skupaj nehati sprenevedati, kajti vsi vemo, da je v resnici Missy Elliott lezbika, tako kot vemo, da je Alicia Keys lezbika in da se je poročila samo zato, da bi lahko v glasbeni industriji preživela. Ne? To in ta relacija se mi zdi zato zanimiva, ker je, a veš, pride Peaches, ne, in začne leta 2000 in 2005 govoriti o užitku. A ne? Ampak iz feminističnega vidika imamo pred njo že recimo Millie Jackson, ki je bila tako izrazito eksplicitna v tem. Ne? V začetku 20. stoletja imamo blues glasbenico Gladys Bentley, njo velikrat navajam za primer, ker je izrazito spregledana. Ne? Ampak to je bila persona v harlemski renesansi, ki je ves čas okoli hodila s kratkimi lasmi, pa v moškem fraku, v celi moški obleki, z občinstvom flirtala, predvsem ženskami, predelovala neke klasične komade v seksualno eksplicitne komade, te komade je zelo polezbila novinarjem, je ves čas govorila na ves glas, res je vztrajala v tem, da je ona poročena in to z žensko, in to z belsko žensko in vse to v 30-ih. Skratka, ko ti na to odgovarjam, ti v bistvu odgovarjam še vedno in ves čas na prvo vprašanje, ali je to, kar počne Peaches, osvobajajoče. Je, ampak izključno, če ne veš, da je obstajala Gladys Bentley. Potem pa ne more biti več. Ali pa recimo, dadaistka, tale pesnica Elsa von Freitag, recimo, ne, kot neka prva glavna dada pesnica, ki je, to je bilo v 20 letih, ne še prej, v bistvu, ja, v drugem desetletju 20. stoletja, ko se je začela ta neka, no pa tudi kasneje v 30-ih, ko se je začela ta neka fama okoli konzervirane hrane, pa ko so se pojavili, ko se je zgodil ta fenomen modrci, ne, je ona vzela in tako je hodila po ulici, po Greenwich Villageu, se je sprehajala v modrcu, ki ni bil to, saj se ga je naredila iz konzerv paradižnika. Ne. Hočem reči, Peaches je lahko zanimiva, subverzivna, radikalna, wow, šokantna, lahko je ikona, lahko je vedno znova ta nek wow efekt, izključno,
če te ne zanima to Elsa, tista Gladys, tista Pat, tista etc. Je bil to ful dolg odgovor zdaj? Ja, je bil. Ravno to je prednost, da nismo na nacionalki, ampak v živo tukaj in se pač lahko popolnoma drugače razvija misel, kot bi se mogoče z diktatom 3 minut ali pa 5 minut za prispevek. Če se kdo sprašuje, zakaj je tist ali kjer ga najdeš oziroma kjer jo najdeš, pač kulturni spomin pozablja, ljudje pozabljajo in potem tudi drsimo gor in dol, od mainstreama do zgodovinskega in tako naprej, spomina in podobno. Zato, če se kdo sprašuje. Ja. Oprosti, ampak jaz bi še nekaj povedala. Ne, ker, mislim, jaz bi si točno to želela od Peaches, ker Peaches ima to možnost, ker je tako zelo ikonska, tako zelo je v ospredju, da bi lahko zdaj po 15-20 letih se spet nekako malo premaknila. Že iz čist feminističnega vidika. Veš, feminizem, danes se zdi, da poteka ta nek nov val, imamo ta gibanja, Me Too in tako naprej. Ampak vseeno se mi zdi, da feminizem malo čisto točno danes ne ve, kaj bi sam sabo, kar je seveda stvar čist občih razmer. V veliki meri pa mislim, da je treba tle upoštevati tudi sam digitalni prostor, ki je res naredil svoje. Na eni strani je odprl to možnost povezovanja z vsemi in gradnje neke globalne feministične skupnosti. In vendar, če res zdaj malo poenostavim za ta relativno kratek format, se je zreduciral na hashtag in je onemogočil kakršnokoli diskusijo. V tem je pa Peaches večna. V nenehnem deklariranju nečesa. Jaz sem to, jaz pa to, jaz pa to, pa to, pa jaz pa to. In se mi zdi, da bi bilo zelo fino videti pri Peaches prav ta nek premik, ker tudi njena besedila teh zadnjih 15 let, a veš, začne na prvem albumu, kako gre že tisto komad, nekomu rine opeko v usta, nekemu tipu, nekaj blazno jezna. Na naslednjem albumu ima spet to feministično držo, We're gonna kick it. Potem na naslednjem albumu govori, da je ona odpadnica in da se bo pridružila neki lokalni brigadi, etc. Do potem albuma 2018, ko v nekem komadu potem reče I want to cut you. Skratka, želim si te razrezati. In mislim, da bi bilo zelo fino, če bi Peaches se malo ažurirala s samimi razmerami, kakršne so. Zato sem omenila tudi digitalni prostor in internetne kulture, ker te pa so odprle spet vrata enemu zelo obsežnemu prostoru za nasilje. Sploh s tem nekim zameševanjem parodije, pa trolanja, kjer v resnici lahko rečeš karkoli, pa je to vedno lahko razumljeno v kontekstu šale in tako naprej. In potem stavke, verze, kot je I want to cut you, danes vidiš na tako rekoč vseh takšnih forumih, kar seveda ne pomeni, da je Peaches enaka nekim tam nasilnim debilom, nikakor ne. Ampak da bi bilo nujno, da vseeno pokaže neko jasno distanco, kolikor se že toliko deklarira, s tem, kar se dogaja danes. Jaz pri njej izrazito pogrešam refleksijo tega, kar dela, oziroma ažuriranje same sebe glede na razmere, kakršne so. To se mi zdi zelo ključno pri Peaches, pa nekako ne rata. Pričakovala sem pri tem albumu, na katerem je zelo veliko sodelovala Kim Gordon, da se bo mogoče kaj takšnega zgodilo, pa čisto iz osebnega posluha v resnici nekako tega nisem opazila. Ok. Mimo grede, Facebook statistika pravi 16 oziroma 17 srčkov oziroma lajkov ali srčkov ali lajkov. Kdo?
Ja, varstvo podatkov. Štirikrat smo podelili. Sanda je pa celo posebej izpostavila tole. Tako da, Sanda, če imaš kakšno vprašanje, ti kar streli. Mislim, da smo zdaj... Pridi, Sanda. Pa celo pridi, ja. Se bomo lahko še pogovarjali. Tako da, če ima kdo kakšno vprašanje ali misel, kar... Ker jaz lahko to ne dogled. Dokler je civilizacijski rent, naj bo, kakšnega sovražnega govora pa res ne bomo prenašali. No, speaking of, ko že govorimo o sovražnem govoru in podobno. Recimo, prej si omenila bič. In zdaj gremo zdaj po tej neki liniji, v kakšni godli smo se pravzaprav znašli. Bič v osnovi kot sovražni izraz oziroma izraz, ki naj užali in podobno. In potem pač oseba, ki je deprivilegirana, ki je recimo članica manjšine in podobno, si prilasti ta izraz ravno kot tisto točko, na kateri se bo vzpostavila, odgnala sram, odgnala vse tisto negativno in podobno in pač pride recimo temu zmagovalno ven. In ta bič potem zaobkroži kuzla, prasica in podobno, da če gleda slučajno kakšna oseba nad 60 letom, ker obstajajo take osebe. Kak je nad 60? Nad 60, ki jim pač bič nekako ne kroži v subkulturnem besedišču in podobnem. Mislim, da pač ciljam na širše občinstvo pritličja. To je Slovenijo, to vesoljno Slovenijo. In imamo torej pač bič kot ne samo izraz, ampak kot ravno točko, prek katere bomo nasprotniku odvzeli orožje in podobno. In zdaj je ta bič enostavno povsod. Ti si moja bič, bič tam, bič in tako naprej. Kar naenkrat vstopi v enačbo skrajna desnica oziroma sovražni govor in kar naenkrat ta bič ni več, za moje pojme, ni več neradikalen, oziroma je desno radikalen, ni pa več osvobajajoč, oziroma ni več te opolnomoči in podobno. Mislim, če kadarkoli zares bil osvobajajoč, mislim, sej na to ciljam, ko govorim o nekih jezikovnih inovacijah, kako razviti neko držo, to je zelo zahtevno, kako razviti neko držo, ki se ne bo napajala iz obstoječega. In to je tisto, kar sem tudi prej rekla, da pogrešam pri Pitches, da se obrne navznoter. Zato so vsi takšni prostori sploh nastali, avtonomni prostori, zato da se je lahko navznoter to nekaj, ta neka kultura razvijala, ki ne rabi vedno znova prevzemanja nečesa, kar jo v resnici represira. Mislim, se strinjam, ker pač zdaj bom tukaj eno žižkovsko vrgo not, ne vem, res počasi izgubljam vero v neko subverzivnost teh izrazov, če jih recimo prevzame oseba, ki je tarča teh izrazov. Ok, lahko izidemo močnejši oziroma nad vsem tem in podobno, sam mislim, da prihajamo spet v nek čuden čas, kjer je treba enostavno neke osnove braniti, neke osnove, pa naj to ne zveni malo meščansko, spodobnosti, nekega čist osnovnega, kje je bila želitev na začetku in kako smo pristali, da je to spet želitev v osnovi, čista želitev človekovega dostojanstva, da je vrag vzel šalo. Mislim, ni več subverzivno v tem, ok, dobro, spet, kjer ga najdeš, kjer jo najdeš, subverzijo, ampak odvisno od konteksta, ampak zgublja se neka a priorna subverzivnost tega. Mislim, če zdaj to vzamem nase, pa se enostavno pač ponašam kot, no dobro, ok, ker pač, moškega spola, bla, bla. Ampak, tako, no. Ok. Kako pa zdaj gledaš, ker zdaj, recimo, prepričan sem zdaj, da marsikdo, ki spremlja, si misli, Madonna, odrihajo čez to Pitches, pa sej ni toliko švoh in tako naprej. Ne odrihamo čez Pitches. Projiciram, veš, v neko občinstvo in nekdo si mogoče to misli in hočem zdaj tukaj neko kost vršiti, a veš to,
kako gledaš na današnjo situacijo, kjer imamo pravzaprav cel kup teh nekih skupnosti, marginaliziranih, deprivilegiranih, izkoriščenih kakorkoli, vsaka se bojuje zase, ampak išče ful neke minimalne razlike med sabo, zato da se vzpostavi v razliki do druge skupnosti, čeprav je zelo sorodna in tako naprej, pa ne uspe vzpostaviti nekega zavezništva. Ker recimo, zdaj pač, da vržem še to, ne, se mi zdi dragoceno prepričati, oziroma mogoče nauk, čeprav je mogoče obtičalo v nekih rečeh, ne, se mi zdi fin nauk tukaj, da pač misli feminizem skupaj s queerom, oziroma obe skupnosti se in križata in prevzemata in posvojita lahko. In mislim, da je res čas spet za tisti rek, da potrebujemo več feministk ne glede na spol in najbrž tudi potrebujemo več gejev in lezbik, več queerovcev ne glede na queer oziroma spolno usmeritev. Mislim, fragmentiranje je ena glavnih metod preživetja in hkrati metod uničevanja nekih skupnosti današnjega časa. To je v resnici dosti podobno temu, kar si tudi malo prej rekel, da ne udrihamo po pičis. Ker razmere so takšne danes, da hkrati poteka ta neka izrazita politična korektnost in hkrati poteka ta princip everything goes. V obeh skupaj pa umanjka neka diskusija in fragmentiranje prinese točno to, nekaj malih kolektivov, ki nekako poskušajo preživeti sami med sabo in s tem seveda postajajo tudi vse šibkejše to neko skupno politično telo. Ne. Mislim, se verjamem, da to je tudi neka glavna ideja Parad ponosa in tako naprej, ta združitev pa makar za en dan, ne. Ampak ostalih 364 dni v letu pa je ta fragmentiranost na delu, mislim, ja. Mene skrbi tudi tisti dan, veš, to je moja poanta. So za tisti dan ni te združitve v smislu skupnega imenovalca. Recimo, še moj rent, kaj se je zgodilo zdaj med protesti, ne, brez strahu in tako naprej, ne, pač objavi se nek elektronski komad, ne, v katerem so citati Martina Luthera Kinga, ne, in podobno, in prileti pač iz zavezniških krogov, ne, komentar, ja, pa ne moramo s to zabavno muziko na protest, ne. Zdaj bomo ugotavljali, katera glasba, kot da pač plesna glasba oziroma elektronska glasba nima protestnega potenciala oziroma političnega potenciala, ampak zdaj bomo ugotavljali, pač katera glasba je pravilna in katera ne za protest, medtem ko je v resnici treba samo dobesedno skup stopati za tiste 3 ure in pač se ukvarjati s sovražnim govorom, ne, in ne s tem, katera glasba je najbolj primerna za protest. Ja, ampak kot rečeno, vse je namenjeno temu, da se to ne bi zgodilo, da se to sploh ne bi artikuliralo. Mislim, če kaj pogrešam danes, je to diskusija. Ne? Če se pojaviš s kritiko, je praviloma precej nasilen odziv. Ne? Kar potem pomeni nadaljnjo fragmentacijo, nadaljnjo odhajanje, razhajanje posameznikov in posameznic, ki bi sicer lahko tvorile precej močno neko politično telo. In to že vedno govorim tudi v kontekstu Peaches, ki očitam natančno to. Ne udriham po njej, ampak to je tisto, kar pogrešam. Razmere so narejene tako, da se ne bi prestavili naprej od neke deklaracije. Deklaracija je danes postala dovolj hashtag, ki sem ga prej omenjala, je danes že samo po sebi deklaracija in ne zahteva ničesar drugega. In pri tem se ustavi in to počne tudi Peaches. Deklarira se kot, ne vem, karkoli že pravi v teh svojih besedilih, ampak se nikakor ne odmakne od tega. In to je zelo, zelo, zelo blizu tem socioekonomskim razmeram, kakršne so, ki se zelo trudijo ustvariti posameznico, ki se ne bo sploh možna artikulirati kot izrazito politična persona,
Tukaj bo vedno ogromno enih blažilcev realnosti, ogromno enih spektaklov, ogromno ene dogodkovnosti, ki je predvsem minljiva, a ne. Posameznica pa potem bodisi si ne bo upala zaradi samega preživetja, bodisi ne bo videla upanja v nekem izrazu nekega ostrejšega političnega sporočila. Mislim, te stvari sicer se zgodijo, ampak redko se zgodijo, nikakor ni standard diskusija, okoli katere bi se to nekako nadaljevalo. In v tem spet je večnost Peaches, v tem ponavljanju neke deklaracije. Peaches pripisujejo recimo tudi zelo, da je v njenih besedilih zelo veliko parodije. Jaz tega sicer ne vidim toliko zelo, ampak bi pa, če bi res šlo za parodijo ali pa za nek upor, bi ga videla predvsem v artikuliranem, pa tudi če zelo na dolgo elaboriranem, ampak precizno artikuliranem razkrivanju, demaskiranju teh blažilnih momentov, vsega tega veselja, ki prepreda v resnici zelo hude razmere. Veselje. Ja, ta obča radost, to veselje, dajmo se iti zabavati, ne. Vsako leto po paradi je ogromno enih ljudi, ki očitajo čisto res vsako leto programu, da se premalo veseli, da bi se mi vsi morali mnogo več zabavati, ampak v resnici ni prav zelo veliko zabavnega vsem skupaj, ne? Ali je? Mislim, meni se ne zdi, ne? Tudi za letošnji paradni sklop, ne? Mislim, da je napovedana nek pogovor v smislu pač parada ni zabava, je protest, ne? Tako nekako, če zdaj strnem. Moja teza je, ne, pač, da je to lažni antagonizem, ne? Ker pač zabava je lahko politična, sam pač, če ravno skozi nek presežek, skozi neko dejansko družbeno koreografijo plesa, glasbe in vsega tega lahko odpikneš marsikaj, no. Zdaj, mislim, da je pa seveda absolutno problem tistih, ki sploh ne razumejo, v čem je lahko zabava politična, tako mogoče z organizacijske strani, kot seveda predvsem z strani teh, na katere ta očitek leti, ne. Češ pač greš, odplešeš svoje in to je to, ne. Ampak zame te ljudje niso politično geji, lezbike in podobno, ne. Ker pač obstajajo v klubskem prostoru, kjer odplešejo in potem tega klubskega duha, političnega klubskega duha ne prenesejo potem na ulico, vsakdanje življenje, delovno mesto, dom in podobno, ne. Ja, ampak ne govorim toliko o tem, da bi bila zabava sama po sebi nekaj slabega, ne, sploh ne, in tudi to ni tisto, kar prepoznam v takem pritoževanju, da dajmo se več zabavati, manj se pogovarjati in tako naprej. Ampak ravno obratno, v tem vidim predvsem eno averzijo do tega, kar pa ni zabavno, in v tem smislu sovraštvo do nekega novega spoznanja, ki pa je zahtevno. Mislim, je zahtevno. To je ključni problem, absolutno. Zabavno nič narobe. Se strinjam, ampak hočem reči, mislim, da bolj kot ljudem povedati, da pač se ne zabavati, ker v bistvu moraš biti resen, pa protestirati. Mislim, da je produktiven preskok ta, da se pokaže, kako se da biti političen skozi zabavo, ne? Ja, ali pa preprosto iz političnega ne delati neke odvečne napora. Ne, mislim, napora. Mislim, jaz verjamem, da te stvari lahko predstavljajo napor, ampak so pa ključne, ne? Vsi ti protesti so točno to, ne? Če državljanska drža ne bi bila napor, ne, pa se najbrž ne bi toliko malo ljudi spravili na volišča, no, recimo. Sam veš, to je to, ne dojamajo tega sprehoda oziroma volišč ne naredimo zabavne.
oziroma še preveč so zabavni, mogoče pač v nekem medijskem cirkusu. Ja, mislim, a je čudno, da so med najbolj branimi knjigami pobarvanke za odrasle? A je to čudno? Meni se to ne zdi čudno. Meni se to zdi precej logično v razmerah, kakršne so. Ne? Skratka, to veselje kot neka maska za nek blažilec, nek sedativ v resnici za preživetje. Ampak ne zagotavlja pa preživetja. Zagotavlja pa barven list papirja. No. V Ameriki imajo menda vrtce za odrasle ljudi nekje v Vermontu ali nekje. Res, da ljudje po službi popoldne pridejo v vrtec in se vrnejo k svojemu otroštvu. Ne vem, no. Mislim, vem, ampak ne bom. Tako bom rekel, mislim, da je to odličen poslovni model. Tako, če zdaj še malo pikro zaironiziram. Evo. Koliko ima lajkov? Lele je to. To je vprašanje. 19, Sanda ni nič vprašala. Hej, priložnost zamujena, pride septembra, namreč vmes bo poletni premor, tako da vzhodno od Kvira se vrne septembra. Sanda, do takrat priložnost za razmislek. Lej, še vedno naj jo spremlja 23 oseb v živo. Veš kaj je to? 1 uro in koliko časa tole že traja? Sej tkele gor nekje piše. Pa polna dvorana v pritličju. 1 uro, 7 minut in tako naprej in 22 oseb še vedno učka. To je noro. To mislim, da pač ni slabo. Tako da je kakšno vprašanje iz We Are Family, iz naše družine v prostoru? Sva preveč zapletla stvari, ne, se hitam se. Mislim, da je še kak komentar, kako vprašanje iza zaslonov. Prvič, drugič, tretjič, Sanda. Sanda, Aleksandra, prosim, se javi za vprašanje. Sanda, Aleksandra, prosim, se javi za vprašanje. Ok. Komentar, ideja, misel, Grega. Ti si zapisoval si nekaj, Grega? A ne, ok. Nekaj, tako, prej na začetku, tako, ko še nisem vedel, da je Grega, tako razprem beležnico in sem pomislil, da je to pač še en primerek, namreč po zadnjem pogovoru se mi je zgodilo to pol v petek, ko sem šel ven, me pred kulturnim centrom KUN, pač nekdo prestopi in reče hvala za predavanje. Ful sem se počutil odraslo in akademsko, ampak me je totalno razveselilo, ker ni bil v prostoru, torej očitno je spremljal in očitno se to nekje beleži. No, ok. Se bova pomenila iza kamere. Jaz imam pol še eno to odjavno, pametno, kao domišljeno zadevo, pa ker nimam trotl bobna, imam na papirju, ampak preden naredim odjavo, hvala Nina Dragičevič. Hvala tebi. To je bilo vzhodno od Kvira ali kjer ga najdeš, tokrat v precepu Peaches. Hvala za pozornost v prostoru, hvala za pozornost pred zasloni. Če se lovite zaradi nelagodja v kulturi, naj vam bo v pomoč, da ste vselej nekje vzhodno od Kvira. Samo še najdemo ga, pa bo. Hvala.